Okroglo mizo Podeželje, priložnost za razvoj gospodarstva, kmetijstva in turizma so organizirali člani IG Albach Slovenija. IG Albach Slovenija je polnopravna članica Evropskega foruma Albach. Pozornost usmerjajo v sedanjost in v skrbi za prihodnost združujejo in povezujejo ljudi in ideje, katerih cilji in prizadevanja so usmerjena v iskanje rešitev na sodobne izzive in pričakovanja družbe. V torek 12. novembra 2013 je ob 14. uri v dvorani poslovne stavbe Konus v Slovenskih Konjicah v angleškem jeziku potekal pogovor o še bolj povezanemu gospodarskemu, znanstvenemu in nenazadnje tudi političnemu prostoru. Udeleženci okrogle mize so bili Franz Fischler, predsednik Evropskega foruma Albach, magister Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje. Dejstvo je, da imamo v tem trenutku kmetijskih zemljišč v Sloveniji bistveno manj kot v preteklosti. Seveda, največ smo jih izgubili zaradi pogozdovanja. Verjetno vse nekateri v tej dvorani veste, da smo leta 1875 imeli v Sloveniji 35% države pod gozdom, da pa smo prišli na količino, ki niti obvladovati ne znamo. To je na 63%, kar se tiče evropske statistike, ali 60%, kar se slovenske tiče, in da je zadeva še težja. Mi imamo letnega prirasta 8 milijonov kubikov, pa ga ne znamo posekati več kot 4. Nič nam v tem trenutku ne pomaga tolažba, da je tudi v ostalih evropskih državah tako. Recimo, če pogledamo Finsko, ki je najbolj gozdnata, Finska na leto priraste tudi več kot 100 milijonov kubikov, pa ga ne zna več v tem trenutku posekati več kot 50 milijonov, zato ker smo se ljudje preusmerili na neke druge surovine, nažalost. To je prva zadeva. Druga zadeva, mi smo v času, ko smo se osamosvojili, relativno dosti kmetijskih zemljišč izgubili tudi nepovratno, ker je razlika med povratnim in nepovratnim zaradi širjenja, gradnje in podobno, tudi verjetno delno zaradi tega, ker nimamo regije, ker nimamo regij, nimamo regijskih središč, nimamo regijskih obrtnih con in podobno, in potem vsaka občina skuša funkcionirati kot regija, kar pa ne gre. Ampak to, ko občina skuša funkcionirati kot regija, sicer meni kot v tem trenutku pristojnem ministru za podeželje na nek način mi je všeč, ker se na ta način podeželje sicer nekaj hitreje razvija. Po drugi strani pa, ko pa skuša vse funkcije, vključno z obrtnimi poslovnimi conami, občina vnesti, potem pa to škoduje tudi podeželju in tudi kmetijstvu. To je drugo. Tretjo, mi smo izbrali en način, ki je bil, jaz verjamem, modern način varovanja kmetijskih zemljišč, in to je preko finančnega nadomestila. To nas na nek način tudi evropske direktive silijo v to smer, in to je, da če neki hektar nečesa zgubiš naravnega vira, da moraš pobrati za dosti denarja, da imaš kontrarazvrednotenje, vendar ta sistem v Sloveniji več ne velja in sedaj iščemo sistem trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Zdaj, sistem trajno varovanih kmetijskih zemljišč je tako daleč, kar ga napoveduje zakon, ki velja, da je znotraj stroke usklajen. Zdaj se bo začelo usklajevanje, pa mislim, da se bo hitro našlo znotraj tudi politike, in potem bomo šli na teh 300 tisoč hektarjev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, ki se bodo na občini določile v soglasju z občinem, s tem, da bo občina imela potem možnost sama tudi nekje reči, ta kmetijska zemljišča potrebujem in bom pa nekje druge znotraj občine potem vzpostavila. Četrti moment, ki ga tudi velja povedati, pa je, da pa v Sloveniji vse, kaj ščitimo napačno. In recimo ravno gospod Fischler iz Avstrije, tam znajo nekatere odločitve, ali se nekaj dovoli ali nekaj ne dovoli, sporočiti v roku 2 tednov. To ne velja samo za kmetijstvo, to velja tudi za okolje. Pri nas pa smo strašno nekorektni do svojih ljudi, tudi do investitorjev, do vseh v bistvu, da v bistvu varujemo na ta način, da se včasih tudi 2 leti ne znamo odločiti. Ali bi pustili, ali ne bi pustili, oziroma bi pustili z omejitvami. Zdaj moram sicer reči, da tega je največ na okolju, ne na kmetijstvu, škodi pa tudi okolju, škodi pa tudi kmetijstvu. Jaz sem kot primer povem to, moj prijatelj gospod Bogovič dobro pozna, kmetijsko ministrstvo skupaj z podrejenimi agencijami na leto mora izdati, ker je takšna zakonodaja, 17 tisoč in nekaj odločb. Jih ne more, organi nimajo te možnosti, ni pa tudi nobene možnosti, da bi v Sloveniji rasli, kar se tiče števila javne uprave, kvečjemu se umanjšala, tudi državna se umanjšala, tako da jaz sem dal, in meni ni bilo všeč, ker kot kmetijski minister sem bil verjetno isto v Franciji kot ti, kar naprej tarča na vladi, zaradi tebe vse stoji.
kot okoljski minister, ker ne znate odločati. To je neprijetno, ko si minister, ne? In sem jaz vlado prosil, naj mi da 2-3 mesece mira in potem bom povedal, kaj lahko naredimo. In smo predstavili, in dejansko so mi dali 2-3 mesece mira in smo pred 2-3 tedni smo vladi predstavili, kaj pa mi znamo narediti. In dejansko smo ugotovili, da brez tega, da sistem postavimo na glavo, znamo število potrebnih izdanih dovoljenj zmanjšati za 4500 na letni ravni. Samo na ta način, da ena dovoljenja rečemo, so nepotrebna, ker jih nikjer v Evropi ni. Za neka druga rečemo, ok, bodo potrebna, vendar bo meja nekje druge. In dejansko 4500 je pa tisto, kar bomo pa v bodoče zmogli sami delati, ne. In vlada mi je dala dovoljenje, tako da je cilj, da vlada potem sprejme zakonodajni paket v januarju, potem tudi, jaz upam, da bo tudi skozi državni zbor, ker se pa dejansko modi šel hitro in potem, če bo Bog dal, smo nekje od marca, mogoče junija naprej, vsaj kar se tega tiče, nekaj čisto normalna, povprečna evropska država. Zdaj, jasno, da ko opazujemo slovensko proizvodnjo hrane, opazujemo kmetijska zemljišča, pogosto opazujemo tudi zaraščanje. Tega zaraščanja v tem trenutku recimo za polovico manj kot v preteklih letih, zdaj po zadnjih podatkih ga je 23 000 hektarjev, ni dosti, ko smo imeli 46 000 hektarjev. Je pa dejstvo, to je pa rad povedal in mogoče vam ni vsem znano dejstvo, da ob vsem, kaj smo v Sloveniji počeli, mi smo v končni fazi zadnjih 20 let nazadovali. Manj je proizvodne hrane, kakor je bilo takrat, pa marsikaj smo počeli, ne. Zdaj neki premik se je naredil leta 2010, ko prvič po teh silnih letih, ne, več ni bilo upada, ampak je bilo stagnacija. Potem leta 2011, tudi zato, ker so nam klimatske razmere tistega leta pomagale, je prvič po dosti letih smo proizvedli več hrane, kot recimo je bilo običajno, pa krivulja pa se čisto obrnila. Leta 2012 pa smo smolo imeli, pa zopet zaradi suše, pa delno tudi povodnja nam je nekaj odnesla, ne. In če tega ne bi bilo, bi verjetno bili podatki kar dobri, ker pa to je bilo, je rastlinska proizvodnja ponovno utrpela upad. Kaj pa letos opažamo, in to pa je prelom, ne. Za razliko od Avstrije, ko je šla v Evropsko unijo in so ljudje v Avstriji strahovito diskriminatorni. Avstrijec v Avstriji hoče imeti avstrijsko hrano. Veliki del, in to so jih naučili, ne. Mi smo zatem začeli malo pozno, letos je pa prišlo do preobrata, kolikor vidim, ne, to pa je neko sistematično delo nekaj let, da se nam dogaja nekaj, kar ni bilo običajno za Slovenijo, ne. Kmeta se sprašuje, kje imaš hrano, ker bi rad kupil tebe. Recimo v tem trenutku se to najbolj pozna sicer pri mleku, pozna se pa marsikaj druge tudi že. Po drugi strani, ko se pogovarjamo z velikimi proizvajalci hrane, če se pogovarjamo z slovenskimi mlekarnami, čisto vsi isto povedo, ne, letos jim prodaja narašča, edino limitirajoče je, da ne more dobiti slovenskega mleka. Recimo, letos bi lahko prodali ob tem, da je prodaja v trgovinah nekaj manjša, več, recimo in večina mlekarne letos raste plus 10%, limit pa je, ki je slovensko mleko. In to je dobro, ker potem, ko pa se potrošnja ustvari, potem pa prej ali slej tudi proizvodnja temu sledi, ne. Po vseh ukrepih in ko imaš ti potrošnjo, ne, povpraševanje, ko imaš, ne. Tako da to je dober signal, ne. In zdaj zadnji dober signal, ki mi daje neko upanje, kot v tem trenutku pristojnemu ministru, je pa naslednje, da smo končno uspeli na nek način odprti nekako bolj racionalno ta trg 140 milijonov evrov, ki ga imajo javni zavodi v Sloveniji. Javni zavodi v Sloveniji kupijo za 140 milijonov hrane ali pa surovin za hrano. Mi smo do sedaj imeli razen vojska v tem trenutku že 70% je na slovenskih surovinah in hrane, pri ostalih nam ni uspelo, čeprav moram reči, je vlada, takrat, ko je bil minister Iztok Jarc, je že spremenila zakonodajo, ki omogoča to, kar povsod v Evropi omogoča, pozitivno diskriminacijo. Je bilo pa tako zelo zapleteno, da tega večina javnih zavodov ni znala samo narediti, oziroma če so delali, so si mogli nekaj zunanje odvetnike sposoditi, kar je pa drago. Zavodi nimajo denarja za odvetnike. Kaj pa se je zdaj zgodilo, to kaj je pa novo? Novo je pa tole, da je pred nekaj tedni sta finančno ministrstvo pa kmetijsko pripravila en taki dosti zanimivi dokument, priporočila za naročanje lokalne hrane v javne zavode. To je vlada sprejela in potem pa so pristojni ministri, to so vsi trije, to je za šolstvo, za zdravje pa za socialo, so pa izdali okrožnico, ki ima funkcijo obveznega navodila, ki so jo dobili vsi, da
kako naj potekajo nova naročila, ko bojo stari postopki potekli. Ne. In tam pa je na tak zelo enostaven način, pregleden način, kako izpeljati naročilo, da boš lahko kupil od lokalnega kmeta, lokalnega predelovalca. Ne. In zdaj ravno v tem trenutku poteka nekaj poizkusnih pilotnih projektov, da se to poizkusi v praksi, tako da pravim, vrata se odpirajo in potem na koncu pa zopet pridemo do tega, ne, in s tem pa končal v bistvu, to pa je moje vprašanje, ne, ki se ga zastavljam zadnje čase, ne, ki je pa dosti enostavno. Ne. Zdaj po nekih projekcijah, ki jih imamo, bomo za mlade kmete relativno dosti denarja namenili v naslednjih 7 letih. To je na letni ravni 30 milijonov, tega 15 milijonov za mlade prevzemnike, pa kontra za razpise. Potem še kar nekaj denarja kot ta top up 25% za površine. Ne. Torej pričakujemo takso simulacije, da v mladih prevzemnikov 4 do 5 tisoč hektarjev. Zdaj pa vprašanje, kako zagotoviti dodatna kmetijska zemljišča, da bi mlademu prevzemniku priskal še nekaj zemlje. In če bomo znali pa še na to odgovoriti, potem pa po mojem smo naredili en korak naprej. Hvala. Franc Bogovič, predsednik Slovenske ljudske stranke, in Rok Roblek, predsednik Zveze slovenske podeželske mladine. Thank you all in the name of IG Alba Slovenia for coming and thank you, ladies and gentlemen. Hope we see soon.